Cult Beauty ima 2-3 letno zelo dobro akcijo. Če naročiš na določenim zneskom, dobiš super goodie bag. Ker sem vedela, da približno kaj bo not glede na prejšnja leta, sem se odločila, da moje letošnje rojstnodnevno, novoletno in božično darilo bo to, da si jaz prišparam vse, kar si želim kupiti in to naročim pri Cult Beauty, ter dobim njihov goodie bag, ki je v bistvu ta pravo darilo. Glede na to, da je ta goodie bag vreden 250 funtov, se je to meni zdelo čisto v redu. Kaj sem naročila? Vzela sem od Beke korektor v odtenku Fair. Bomo videli, tale je bil zelo tako barvno, bi znal biti mogoče celo še presvetu. Bomo videli. Na njegov račun sem zasledila kar nekaj pohval. Vonj je super, tako da bomo videli. Všeč mi je tudi, kakšen način je gobica oblikovana. Charlotte Tilbury. Bi imela, ne bi imela njihovega vihalca za oči. Prepavim se. Reviewi so bili zelo tako. Pri nekaterih je bilo vse wow, super duper, medtem ko pri drugih je bilo pa ni čisto vreden svojega denarja. Ok, jaz sem vzela na koncu glih zaradi tega, ker je pač ta akcija, pak je Rose Gold, in bom pogledala, kako se bo pač pri meni obnesel. Poročam po določenem času uporabe. Mislim, da so kakšne dodatne. Ja, ena dodatna je gumica, tako da to je vedno prav, ker če imate težave z vihalci, ponovadi pomeni, da je gumica kriva ali pa čas, da jo zamenjate in podobno, tako da zaradi tega sem je všeč. Potem sta tukaj dve Charlotte Tilbury mat šminki. Jaz, ena za me, ena za maestra. Čakajte, da vidim, katera je moja. Amazing Grace, ta je moja. Nohten si poškodovala. Spet ta krasna Rose Gold embalaža. Pa si mislim, da je tole, kar je moja barva. Rozkasta, pridušena. Poročam čez nekaj časa. Polškove kreme so zelo tako moši čez ta prag, da si rečeš, jaz to sploh probam. Tako da maestra bo testirala kremo za okolo oči, jaz pa za obraz. Nadejam se veliko, upam, da bom šla čez ta lik faktor. Pustimo se presenetiti. Ana iz Anti-Age, Ana San z Facebook skupine je predlagala, da si nabavim od Alpha Age The Power of Free. Bomo videli. Jaz si obetam veliko, načeloma je glikolna meni veliko bolj všeč kot salicilna. Tako da, se embalaže, ki se težko odprejo. Tako, še moj pokroček in potem še dol. Vonj je super, ker ni glih neki parfumiran, tako da bomo videli. Zadnje čase se mi kar precej pore mašijo, tako da je bilo skoraj nujno nekaj nabaviti, da si nanašam gor, pa te, ki so bolj tekoče formule, se boljš obnese na take kože, ki jo imam jaz. Tako da eden je zame, z dvema pa še ne vem, kaj bom. To se moram pa še odločiti. Tole je pa vrečkica, ki sem jo v bistvu kolikor čakala in si želela. Tiste stvari so bile na wish listi že dolgo cajta. To je bilo že tako, sploh ni bilo več nekega pričakovanja. Bom dobila, pač nekoč si bom to nabavila, ampak tele vrečkice so pa take ful dobre, ker v bistvu je skoraj tako, da si jih dobo za darilo, čeprav v bistvu se veš, da si jih nekaj tam odplačal. Prva stvar je toaletna torbica, ki je v bistvu
kar precej veliko. Sicer zlata barva ni moja najljubša, ampak v redu je. By Terry, verjetno. Lip Scare. Vrtnica, ampak mogoče me preseneti, ne bo smrdljiva vrtnica. V redu, ni hudo. Kakšne so res zelo parfumirane vrtnice, to ne moreš niti prebaviti. Naslednji izdelek je od Tata Harper, je Resurfacing Mask for Instant Glow. Tale je bila tudi kar zelo pohvaljena. Tako zanimiv potismo turška medu, se tako reče. Von. Ne videli. Morph Brushes Čopič. Zelo je podoben enemu izmed Sigminih, ki imam, samo da tale ni tako zelo gost. Bomo videli, Buffing Čopiči pridejo vedno prav. Naslednja zadeva je Pixi. Za Pixi tonik sem razmišljala, v bistvu, če bi zraven si še naročila ta veliko verzijo, ker je bila ena izmed najbolj pohvaljenih teh mečkan glikolna tonik zadevščina, tako da bomo videli. Ima sicer aloe vero, pa hamamelis, nikoli se ne spomnim, kaj točno je to v slovenščini, tako da ni bil tisti glicerin not takoj, po možnosti takoj za vodo notri, in se mi je zdelo, da to bi znalo biti za mojo kožo fantastično. Super, da bom zdaj probala ta malega, potem pa, če mi bo všeč, si bom nabavila še ta večjega. Taka enostavna zadevščina v bistvu. Od Hude trepalnice so tele kar precej dolge. Mogoče pa to bi mogla imeti na lepotnem gor, kaj pravite? Žveje, recimo se skozi govori. Je pa tudi v bistvu tekoča šminka, mat. Saj veste, to pač jaz moram probati, da vidim, kako se različni brendi obnesejo. Barva je bila tudi, tam mislim, da celo vsak dobi drugo barvo, ampak tale je čisto v mojem rangu. V bistvu, potem, ko sem naredila post, koliko sem jih primerjala, 16 mat šminkami, se jih je nabrali že spet več kot 5, že bliže kot 10, da bi lahko naredila samo še nadaljevanje, ampak prej mora biti navadne mat. Zelens, ta je za Matrix. To, pa sploh ne vem točno, kaj je. Znamko sicer poznam, ampak ne vem pa kaj. Von je tudi zelo lušen. Gledajte. Serum. Ali serum ali pa gel za umivanje obraza. Ne vem. Videla. Naslednja stvar je Luna. Ni veliko stvari, ki bi pri meni konkurirali Clarisoniku. Ampak ena zadevščina pa me je mučila že odkar sem videla, da je prišla ven. No, in to je bilo od Lune Forel. Zdaj, tale Luna Play je mini zadevščina, pa v bistvu ne moreš napolniti, samo za 100 uporab imaš. Tako da, ni srčkana. Me pa zanima, zaradi tega, ker tlele ni menjanja ščetk. Naj bi bila še bolj nežna, zelo pohvaljena zadevščina kot higienska, očisti, nekateri si serume zelo gor dajejo. Ampak v privat pogovoru so mi že par teh, ki je preizkusilo, bo rekli, da v bistvu še vedno preferirajo Clarisonik. Tako da sem rekla, tako super, ker drugače stane glih ene to kot Clarisonik in mi ni glih zdaj to gnarja dajati, za neki dan pa ugotovila, da mi pa ni glih super. Ampak, mogoče, kaj pa vem, bom preizkusila. Poročam, kako mi je všeč, a se tako dobro obnese kot Clarisonik ali pa pač ne.
Potem je še tukaj od Beke. Shimmer & Skin Perfector. Zdaj, če se ne motim, je tole kar precej šimrasto, vsaj za moj okus. Pogledati. Polna kartica, ponovimo vajo. Beka Shivering Perfector v realnosti. V bistvu zgleda zelo velika tubica, kada ne vem, kaj not, pa ne zgleda. Veliko preveč. Beka še na roki, upam, da vidite. Pogledajmo, kaj je še tukaj notri. May Lindstrom The Youth Dew. Tale serum pa sem tu slišala že veliko pohval. V bistvu je en kup nekih olj. Vprašanje je, če je ta izdelek dober za masno kožo. To bomo pač videli. Definitivno. Da vidimo, če je vsaj približno. Vonj je zelo lušen. Barva rumena, če vidite. Bomo videli, koliko je kaj bogat. Spreminja mnenje. Vonj je zelo močen. Tako da tole ne vem, če bo ravno zame. Ter še nekaj. Anastasia Brovis. Ta je dark brown. Bi skar mogla biti zame. Beauty Dust. Moon Juice. Goji. Bomo probali. Kartica za 15 funtov. Pa Hot Lips od Charlotte Tilbury. Tako da lahko probamo še eno mat zadevo. Ta je sicer enkratna, kakor lahko iz tega vidiš. Ampak super. Definitivno moram ugotoviti, na čemu bom teh še 15 funtov zapravila. Ampak vrečka je prazna. Tako nasplošno bi rekla, da so zelo dobro zbrali. Jaz sem se toliko letos odločila, da bom naročila. Sem čakala tako zadnjega, da vidim, kaj točno bo notri. Sem si mislila, da bojo zelo lušne po meni na kožo pisane zadeve. Ampak, ja, definitivno Pixi, Foreo, te stvari so meni fajn, da vidim pol, a bom kupovala večje embalaže ali ne. Predvsem Foreo, sicer ne vem, kako me je to točno držala, ampak me res zanima, pa s to uporab je čez das, da vidiš, a se vnese ali se ne. Nežen je. Sporočim. To je bilo to. Moj in Maestrin haul. Jaz grem veselo na testiranje, čez kakšen mesec ali pa 2 me pa že lahko pocukate za rogo in vprašate, so bile stvari vredne denarja ali pa pač koče ne. Najdražje ni vedno najboljše, to definitivno nisem pristaš tega, ampak dostikrat se najdejo res fantastične izdelke samo v high-end razredu. In potem je pač treba to majčkeno zbalansirati, tako da bomo videli, ali so bili moji današnji izdelki vredni denarja, ali pa pač vam jih bom rekla, da se ni obneslo. To je to za danes. Zdaj grem posnet še drugi riski, da majčkeno zbalansiram zadeve. Upimo, da sem se pametno odločila, če pa ne, boste vi prvi izvedeli. Ja!